Danes je duhovnost protivteša razumu, zato da nimamo sam levo polovico močno, moramo imeti tudi desno in obratno. Tukaj vas bom vodila skozi praktični del, ki bo meditacija, da se bo umiril vaš da ne bo kot metulj, ki bega z rožce na rožco, skače, preskakuje in vedite, dana vam je možnost, da postanete resnični in močni kreator svojega življenja in to brez, da bi eno področje zanemarili. Spravi, veliko denarja zaslužiti na račun, da ti trpi zdravje ali pa partnerski odnos, zame ni vredno. Lahko imaš vse to, lahko imaš počasi primerno tvoji duhovni rasti, tvojemu trenutnemu stanju. Obilje je naravna danost in do tega vas bom popeljala. Obilje ljubezni, radosti, polno zdravja, harmonije, ker bomo odkrivali tudi to, kar nam ruši naš notranji mir oziroma tiste blokade in omejitve, ki nam preprečujejo, da bi živeli polno življenje. Popolno življenje predstavlja tudi zdrav duh v zdravem fizičnem telesu. Verjamem, da ste navdušeni in da ste, zdaj, ko ste odprli ta paket in verjamem, da ste že začeli z listanjem priročnika. Dobro je, da ne preizkušate nihala, preden ne dobite natančna navodila. Ne prehitevati. Tukaj gremo korak za korakom. Vse ob pravem času. Najprej se bomo ogreli in uglasili se bomo, se pravi naš, bi se reklo, zunanji svet in naš notranji svet. Nato bomo naš notranji svet uglasili, uredili, naše 3 vidike duše, šele nato bomo pripravljeni za odčitavanje. Seveda ne vsi. Jaz verjamem, da če niste danes takoj pripravljeni za odčitavanje, ker morajo biti določene življenjske okoliščine podprte s tem, da si dovolj umirjen in da si pozitivna duša. Prejšnje tehnike, ki si jih obvladal, za trenutek pusti, ker tukaj so lahko prej ovire kot pa prednost. Mnogo naučenega duhovnega znanja ni prišlo od pravih mojstrov, se je bistvo izgubilo, je bilo vzeto iz konteksta in mogoče dela več škode kot koristi. Zato sem zelo skeptična do nekaterih energijskih tehnik, ki pač jih ne poučujem jaz. Tako da imamo fokus na naše delo, samo na ta način, če boste sledili, lahko pričakujete dobre rezultate. Takoj po tem uvodnem delu boste že dobili meditacijo. Meditacija, ki vas bo povezala z enostjo. V tej meditaciji se vam bo aktiviral vaš božanski vidik. Predstavljali si boste neko božanstvo, kakršnokoli, ni treba, da je to iz kakršnekoli religije, lahko bo to kozmična zavest, univerzalna ljubezen. Karkoli pač boste uporabili za orodje, vse je v redu. Akaški zapisi so božansko orodje in ne dopuščajo nikakršne zlorabe. V meditaciji enosti, ki jo boste najboljše čim prej začeli poslušati, oziroma boste jo zelo dobro obvladali. Upam, da že obvladate prvo meditacijo, da jo že predno vadite, po želji vsak dan, kolikor se da, in verjamem, da že spremljate priročnik, da ste se že seznanili oziroma že začeli z domačimi nalogami o vrednotah, 5 vrednotah in da že predno to beležite in spremljate. Pomembno je, da sodelujete, namreč samo gledanje in poslušanje ne da nobenih rezultatov, še slabše naredi, ukradeti energijo z mentalnega nivoja. Ti pa potrebuješ raziskovalno delo, konkretno delovanje. Danes je moj namen govoriti o duši. Kaj je duša? Kolikrat rečemo, ta človek mi je pri duši, mi dve sva sorodni duši, pri duši me je zabolelo. Se pravi, vsi ti pojmi nas povezujejo z dušo.
Duša vsebuje določene aspekte božanskega izvora, ampak ne vsega. Se pravi, obstajajo tudi večdušne osebe, obstajajo manjkajoči deli duše, kakorkoli. Ko govorim o duši, je pomembno, da veste, da skozi dušo se izrazi naše telo. Duša rabi na telo, kot mi rabimo prevozno sredstvo, da se lahko premaknemo, da lahko sploh nekaj realiziramo. Da jaz opravljam moje delo, zdajle potrebujem snemalnik, potrebujem računalnik, potrebujem studio in tako naprej. Se pravi, določene okoliščine. Odkar smo inkarnirani, je naše kreativno igrišče človeško doživljanje in duša je tle zato, da se doživi, da se izrazi in to skozi 5 čutil. Otip, vonj, to duša si želi živeti v tem svetu. Človeška duša ne more biti enaka dušam, rastlinam in živalim, čeprav pravijo, da obstaja določena aura, kjer se vsi dotikamo, da smo vsi na nekih točkah povezani s svetom enosti. Kako deluje duša v večdimenzionalnem svetu? Po kvantni fiziki poznamo 10 dimenzionalnih aspektov obstoja. Vsi že obstajamo na vseh 10 dimenzijah kot duhovno bitje. Vsi mi, tudi ti. Naše fizično telo je 3. dimenzija, se pravi dolžina, širina in globina. Naš je 4-dimenzionalni aspekt. Duša zajema vse ostalo, kar leži nad umom, 5., 6. do 10. Včasih me kdo vpraša, kaj pa je to 1. in 2. dimenzija. 1. je pika, 2. je pač list papirja, ki ima samo širino in višino. Ja, risba. Se pravi, dimenzija 1 predstavlja samo točko v prostoru. Naš 4. dimenzija, duša pa na 4. in 5. vse do 10. dalje. Se pravi, v tem programu bomo obravnavali svet duše do 5., 6. dimenzije. Tudi v 7-dimenzionalni aspekt bomo šli, vkolikor se bo kdo najdu in bo pripravljen na to. Nismo pač vsi enaki in fajn je, dobro je, da oceniš sebe in svoj duhovni potencial, dokje zmoreš. Zelo enostavno si je predstavljati, da smo mi tle spodi in da so vse ostale plasti zgori, tako kot torta. Ampak ni tako. V resnici vse skupaj je eno, vse tle. Razlika je pa samo v gostoti. Vsi naši dimenzionalni aspekti obstajajo kot odboj ali odsev eden od drugega. Se pravi, okrog, samo različna gostota je. In v zaključku tega predavanja boste šli na meditacijo, ki vas bo povezala s 3 vidiki vaše duše. Zakaj je to pomembno? Zato, ker je duša tista, ki mora biti pripravljena, da nam da določene odgovore za kaš. Meditacija Sat Čit Ananda govori o 3 vidikih duše in mi bomo vse te 3 vidike pomagali združiti, da bodo delovali kot eno. Vrsta karme. To življenje se rodimo z mnogimi dušnimi predispozicijami. Te so lahko dobre ali pa slabe, oziroma in dobre in slabe. Primer dobre bi bilo rojstvo z odprtim bančnim računom, na katerem bi bil en velik znesek, vzemimo primer 100.000 evrov. Okay. Ta znesek lahko tekom življenja oplemenitimo z dobrimi naložbami, tako da se pač poveča, lahko pa znesek zmanjšamo, zapravimo, zberemo take odločitve, ki peljejo v to, da se denar zmanjšuje, skupni.
Pomembno je zavedanje, da se rodimo v to življenje s popolno svobodno voljo. Naše odločitve so naše odločitve. Torej je vse odvisno od naših delovanj. Delovanja z drugo besedo izrazimo karma. Karma je iz tega življenja, trenutna karma, ki jo ustvarjamo, in iz prejšnjih življenj. Se pravi, dobra karma, da se že rodimo bogatim staršem, da se že rodimo z dobrimi talenti, potenciali. Kaj pa v primeru, ko se rodimo z dolgom? Se pravi, da smo že podedovali, nasledili en dolg, naprimer, da moramo odplačati za našimi predniki 100.000 evrov. To pomeni, da bomo mogli tekom življenja zelo veliko delati, se pravi izbrati pozitivnih odločitev, ki nam bojo pomagali, da bomo dobro zaslužili, da bomo ta dolg zmanjšali. Tukaj imamo tudi možnost izbire. Kakorkoli, pomembno je, da ustvarjamo pozitivno karmo, ker s tako karmo, ko smo se rodili, ne moramo pomagati. Lahko pa zdaj ustvarjamo dobro karmo. In če je ne, pomembno je, da to ozavestimo in spremenimo. In zdaj gremo k protokolu, da bomo vedeli, o čem govorimo. Ime osebe ali trenutno ustvarja več pozitivne karme, čitamo z nihalom. Odgovor je lahko da, ne, in to poskusimo kar na dlani. Lahko tudi preverimo vprašanje. Ali oseba, ime in priimek trenutno ustvarja več negativne karme. Neupravičena karma vpliva kot negativna karma, s tem, da ni negativna karma. Človek trpi za stvari, ki jih je naredil, ali pa jih ni naredil, pa bi jih mogel narediti iz preteklosti, kot da se mu to dogaja zdaj v sedanjosti. Se pravi, skodelica kave, kako je razočaral mamo, celo življenje je trpel za to. Mama mu je verjetno že 100-krat oprostila, pozabila, prebolela, niti ni nujno, da je imela to tako zelo hudo, kot je on doživljal. In še mnoga druga, ko je mamo zatajil. V glavnem, to je neupravičena karma. In če človek trpi za neupravičeno karmo, dejansko trpi. Lahko bi pa samo to pustil mimo. Tako da pozitivna, negativna in ta tretja je neupravičena karma. Vidimo na tabeli tukaj. Človek z zračno karmo bo imel zelo težke mentalne naloge, se pravi zrak, v smislu tehtanja, biti hitrih odločitev, imeti zdravo pamet, ker je pač to četrta, najtežja, ampak kljub temu jo lahko obvlada bolje kot nekdo z zemeljsko vrsto karme. Zemeljska vrsta karme od posameznika zahteva samo ujemi pravi čas. Vsa področja, pri čemer kar si sploh zaželijo, kar sploh želijo, ker to so ljudje, ki so, bi se reklo, pesniki, pisatelji, režiserji, producenti, igralci, obrtniki, podjetniki. Veliko je tega, zelo širok spekter imajo. Za njih je pomembno, da ustvarijo neko blagovno znamko ali pa nekaj, kar bo pustilo pečat in ima trajno vrednost za širše dobro, pa naj si bo to v karieri, hobiju, kjerkoli. Pomembno je pa, da jim slava ne stopi v glavo, sprav, da ne letijo po zraku, odpovejo naj se vzvišenosti nad drugimi. V 11. skupini pomoč dobrih vezi in prijateljev. Ja, karkoli se jim že zgodi, vedno pride nekdo mimo, da jih reši. Nekdo jim je dolžen uslugo z prejšnjega življenja, imajo toliko bonusa na tem področju. Pomembno za njih je, da so zadostno motivirani na poslovnem in finančnem nivoju, da ne odlašajo in da ne pustijo nedokončanega dela. Se pravi, nek začetniški entuziazem pri njih je tak, da vse naredijo, pol pa pridejo na 3/4 in izgubijo voljo, ne uspejo dokončati, to je zelo slabo. Priporoča se, da si ne delajo preveč različnih obveznosti in dolžnosti, vsaj ne naenkrat. In v 12. skupini
velika božanska moč in zaščita, tudi pomoč. Tukaj so posamezniki, ki jih zelo Bog čuva, se pravi, to so se rodili s to dobro karmo. Pomembno je, da v sedanjem življenju verjamejo v kozmične energije, ni treba zdaj nujno v nekega boga z neke religije, da del sebe tudi delijo z drugimi. Se pravi, to, kar znajo, to, kar jim je naravna danost. Njihova domišljija je lahko zelo obsežna in pomembno je, da ločijo realno življenje od namišljenega. Pozdravljeni in dobrodošli v 5. videu. Priporočam, da vse delate po vrsti od začetka, da ne preskakujete videov. Negativna karma. Negativno karmo občutimo kot en dolg, kot kredit, kot en limit na bančnem računu, ga moramo odplačati. Občutimo kot neko breme, ki smo si ga naložili, sicer z namenom poplačila, povračila nekega dolga, še preden smo se rodili. Verjetnost, da nam je nekdo v prejšnjem ali pa izmed prejšnjih življenj naredil neko uslugo, ki jo nismo mogli vrniti takrat, ker se je lahko naše življenje izteklo, pa naj si bo to, da je bil nekdo do nas neizmerno dober, ljubeč, skrbel za nas, nam posojal denar in zdajle mu moramo vrniti to uslugo. Se pravi, ga ujčkati, negovati. Ponavadi se to zgodi, če imaš otroka, ki je večni študent, tako da ga moraš financirati, ali pa bolnega starša, ki ga moraš negovati. Ja, včasih je tudi negativna karma tako, taka prijazna, ni neka huda, težka stvar. Osnovna dušna kvaliteta dharma. Se pravi, kaj je dharma? Dharma, poslanstvo. Kako dobimo dharmo? V knjigi Akaški zapisi, osnove dušne matrice, sem dobro opisala, da je dharma rezultat minule karme. Karma je pa lahko plus in minus. Običajno imamo več plusa kot minusa, tako kot v podjetništvu. In rezultat tega je dobiček. In dharma je dobiček od naše karme. Tako kot v podjetništvu bilanca. Ljudje me vprašajo, kaj je moja dharma, kako naj živim svojo dharmo. Odvisno, koliko količine imaš dharme, to je tako kot z denarjem. Kaj ne delam jaz z mojim denarjem? Sigurno ustvarjaš dobiček, če si zaposlen. Sigurno ne delaš izgube samemu sebi. Se ne ješ na kredit, pa se zadolžiš za vsako stvar, ker več kot toliko kredita tudi ne moreš dobiti. Malo denarja, malo možnosti naložbe. Veliko denarja, veliko možnosti. In to je tudi več, ko je dobre karme, ali pa manj, ko je slabe karme, več je dobička, več lahko vložiš. Se pravi, v osnovi govorimo za kvaliteto duše, ker duša ostane vedno enaka, vedno znova in znova skozi inkarnacije. Pozdravljeni in dobrodošli v 7. videu. Danes bom govorila o energijskih centrih, o božanskih močeh. 8 energijskih centrov v osnovi predstavlja vsakemu izmed nas eno najvišje zastopano božansko kvaliteto. Ko rečem besedo kvaliteta, mislim na nevtralen pojem. Namreč v vsakem izmed božanskih dušnih moči je lahko zastopan v pozitivnem, funkcionalnem aspektu ali v negativnem, nefunkcionalnem aspektu. Torej, če boš pri sebi odčital, da imaš primer najvišje zastopan 3. energijski center oziroma božanski red, pozdravljeni in dobrodošli v 8. videu tega programa. Danes bom govorila o izvornih dušnih skupinah. To je izvor, mesto nastanka. Tako kot smo izvorno Slovenci, če smo rojeni v Sloveniji in nas to nekako določa, če smo rojeni na ozemlju, kjer imamo svetlo polt,
se pravi, smo belci, to nas določa in ne glede na to, da se odselimo na katerikoli kontinent, bomo vedno ohranili nekaj izvornega od sebe. Na tem svetu je največ zemeljskih duš. Poleg, se pravi, tukaj odčitamo, ali je dušna skupina Zemlja, ali pa je zvezdna. Največ zemeljskih duš, katerih življenje je resnično ustvarjeno za življenje na Zemlji. Ampak pri svojem delu, če boste ta program uporabili za branje dušnega zapisa svojih klientov, svojih domačih, ali pa če bojo se za vaše delo zanimali drugi, boste zelo redko naleteli na zemeljsko dušo. To so pač prizemljeni posamezniki, so zelo praktični in se počutijo zelo domači v svoji fizični izkušnji. Motivira jih udobje in varnost. Vse, kar naredijo, je zato, da bo bolj udobno in da bo bolj varno njihovo življenje. To je njihov primarni cilj. V tej lekciji bom govorila o dušni specializaciji. Ne glede na to, kje ste odčitali izvorno dušno skupino, vsaka od teh ima še določeno specializacijo. Vsaj eno, lahko pa tudi 2 ali 3. Dušno specializacijo boste odčitali v priročniku na strani 46 in je vsaj ena izmed naštetih. Ko boste odčitali z nihalom dušno specializacijo, boste preverili, če dejansko ustreza posamezniku, oziroma najbolje je, da za začetek to pregledujete zase. Pa začnimo. 11. video. Duša in multidimenzionalni svet. Vsi svetovi obstajajo naenkrat tle in to lahko dojamejo ljudje, ki so na zelo visoki stopnji vibracije, se pravi, ni nam treba iti nekam tam gor ali pa iti v kak trans, lahko pa tudi. Zdaj, kako ocenimo ta multidimenzionalni svet, to je lažje občutiti, kot pa opisati. Začela bom z vibracijsko stopnjo. Ko odčitavamo vibracijsko stanje na samih našega klienta, si pomagamo s tole razpredelnico. Vsakdo bi sicer rad sebe videl na zelo visoki stopni, ampak vedite, da na 6. stopni ni pomanjkanja, ni skrbi o denarju. Preprosto denar prihaja, sploh se ne trudiš za njega. Tako da bodite iskreni in presodite pri sebi. Seveda lahko vsi mi gremo kdaj tudi malček, 2-3% pogledati ta 6. dimenzionalni nivo, ampak ne ostanemo tam 24 ur. Večinoma naših klientov, ki bojo delali z nami, imajo vibracijo med 4 in 5. Malo kdaj, če imate vi vibracijo 5,6, boste dobili kliente z nižjo vibracijo, nikoli pa ne z višjo. Pozdravljeni in dobrodošli v 12. videu. Najpogostejše blokade in omejitve iz prejšnjega življenja, običajno jih prenesemo s seboj, opazimo, da so problem tudi v tem življenju. Se pravi, če je en problem v tem življenju, ima lahko vzrok v prejšnjih življenjih ali pa v sedanjem življenju. Če pa problema v tem življenju nimaš, pomeni, da si ga že razrešil in tega problema ni in nima smisla o njem raziskovati, če je bil. Tako, ko nima smisla raziskovati niti vse detajle. Pozdravljeni in dobrodošli. Danes bom govorila o življenjskih lekcijah. Življenjske lekcije so lahko naše osebne življenjske lekcije ali pa lekcije v odnosih. Najprej začnimo pri osebnih lekcijah.
Jaz vztrajam na tem, da ne obstaja neka zunanja avtoriteta, vključno z našo dušo, ki določa o tem, da potrebujemo določene lekcije, da jih nujno rabimo. In so nekatere od teh napačne ali pa težje naučene. Ko naša duša izbere lekcijo, običajno se to zgodi še preden se inkarnira, ker želi to izkusiti. Ne gre se za to, da bi se mi vse naučili. Ne. Mi se določene stvari naučimo skozi lekcije, ki si jih izberemo, kot pač želimo. Ne. To je zaradi tega, da lahko naša duša doživi sebe skozi svojo božanskost, da lahko doživi neko posebno izkušnjo skozi to lekcijo. Naše življenjske lekcije predstavljajo doživetje duše, se pravi, ki jih duša zbere, da jih razišče v sedanjem življenju. Obstajajo nekakšne teme, tematike, ko v šoli izberni predmeti, ki jih duša izbere zato, da lahko doživi lastno božanskost in doživi tudi svojo resnično naravo na bolj poln, subtilen način. Duša običajno izbere, to se zgodi že v največjih primerih pred rojstvom, preden se inkarniramo, da hoče doživeti sebe v energiji sprejemanja, ali ljubezni, ali moči in tako naprej, bomo še spoznavali te pojme. Možnosti so velike, oziroma bi se reklo neskončne. Ljudje lahko manifestiramo doživljanje v okolju teh tematik na veliko načinov v pozitivnem ali v negativnem smislu. Se pravi, vsaka lekcija ima svoj pozitivni in negativni pol. Življenjska lekcija, naprimer sprejemanja, je lahko izražena tako, da smo sprejeti, da se trudimo biti sprejete, da sprejemamo druge, različne, naprimer ne glede na raso, spolno usmerjenost, versko prepričanje, da sprejemamo lastno okolje, vendar jih spreminjamo. Sprejeti, da kar ne moremo spremeniti, sprejeti moč, da lahko spreminjamo karkoli hočemo. Vse na podlagi svobodne volje izbire. Lekcije lahko smatramo kot zaključene, ko ima duša dovolj doživljanja samega sebe preko določene energijske kvalitete. Pozdravljeni in dobrodošli. Okvarjene kode dušne matrice. To, kar smo v prejšnjih nivojih, v prejšnjih lekcijah spoznali kot blokade in omejitve, so to neke okvarjeni deli, ki izvirajo iz prejšnjih življenj in zato močno vplivajo še vedno na izbiro negativnih odločitev v tem trenutnem življenju. Tokrat pa bomo pogledali tudi, kako prepoznati okvarjene dele in z manjšimi koraki in spremembami bomo lahko se bolj približali izvoru naše dušne matrice. Pomembno je, da se zavemo, da višja, ko je stopnja naše vibracije, ki se v tem življenju naglo dviga, recimo do 5,9, lahko niti ne opazimo toliko, da imamo neke okvarjene kode, nimajo takega velikega vpliva na naše življenje. Od 5,9 dalje pa se te okvarjene kode zelo močno poznajo. Naprimer, da je otrok pri 8 letih zaposlil negativnega vodnika, recimo uporništvo, in ta se bo poznal še zmerom pri 40, se pravi, da se bo upiral tudi lepim stvarem. So to zelo velike blokade in omejitve, ki pa se jih poskušamo zavedati in z zavestnim vplivom odpraviti. V tem videu nadaljujem z manifestacijsko matrico na 7 različnih področjih manifestacije, oziroma 7 kontrastnih primerjav. Vse te primerjave boste odčitali za vse 3 področja, se pravi denar, seksualnost in zdravje. Prva primerjava je kontrast. Duše, ki
so orientirane predvsem na kontrastu te primerjave in se razvijajo skozi neenakost, so rade obkrožene z ljudmi in okoliščinami, ki resonirajo drugače, kontrastno od njih. In to jih navdihuje. O svojih darovih se lahko naučimo tako, da opazujemo razlike z ostalimi ljudmi, kakšne sposobnosti in talente imamo mi in kakšne imajo ostali. Srečali boste ljudi, ki resonirajo čisto kontrastno v nekem okolju, ampak se tam odlično počutijo. Ekskluzivni ljudje z ekskluzivno primerjavo izključujejo vibracijska stanja, da laže pokažejo stanje, katero oni hočejo. To pomeni, da delujejo ekskluzivni zelo obsojujoče. Se pravi, to sem jaz. Recimo, sedim za mizo in nekdo kadi tisto zelo dišečo zeliščno cigareto. In jaz gledam tako grdo, ne? In na kar mi ta še pihne v obraz. Takrat je bila že moja mera polna in sem ga zašpecala mojemu možu. Sem rekel, poglej, kakšen je. Ja, rekel, ma sej ni nič škodega, daj, mer se. Ja, ma daj reč mu kaj, ne, to ne sme početi. In ja, pa samo umaknem se proč od njega, se vidiš, da je pijan, pa tak razcapan. Dejansko ljudje z ekskluzivno primerjavo, hočem reči, da izključujemo neke ljudi ali pa okoliščine zato, da lažje manifestiramo to, kar smo. Se pravi, nočem, da ob meni nekdo kadi, mi piha v obraz, nočem, da je pijan, nočem, da je umazan, nočem. Preprosto nekdo bi rekel, kako smo obsojajoči. Ljudje s to primerjavo delujemo lahko celo nekako snobovsko, ampak to je naš način manifestiranja. Ni resnice, da smo snobovski, ni resnice, da obsojamo, samo smo na primerjavi ekskluzivno. Ne? Jaz hočem neko ekskluzivo, jaz zase in ne vključujem čisto vsakega in vse v moje življenje. Pomembno je, ne, da delujemo tam, kjer smo v osnovi. Seveda, eno je dušna matrica, tista primerjava, s katero smo se rodili, drugo pa je realnost. Če sta zelo skregani naša realnost in naša osnovna matrica, potem ne živimo obilja polno življenje. Obratno velja, bolj kot delujemo s tem, kar smo, večje obilje prihaja preprosto, brez nekega posebnega napora in truda v naše življenje. V nadaljevanju bom govorila še o bistvenem delu manifestacije. 3 bistveni deli v manifestacijskem procesu obstajajo. Prvi je nastavitev namena. Nastavite namen po tem, kar ste na nivoju duše, kot ste se v teoriji in z odčitanjem prepoznali. Druga je, delujte samo z delovanjem, spremenite svoje vibracijsko stanje. Se pravi, preprosto, če hočem biti bolj gibčna, moram telovaditi. Več, ko bom telovadila, bolj bom gibčna. Moje telo se spreminja samo z delovanjem, moja vibracija se spreminja samo z resničnim fizičnim premiki, ne z branjem, ne z študiranjem, ne s proučevanjem. In tretja je, pritegnite nove rezultate. Ta se pač zgodi samo po sebi, ko dovolj dolgo vztrajaš na določeni vibraciji. Namreč naša vibracija rabi čas, da nastanejo spremembe. Tako kot pri shujševalni dieti, tako kot pri skrbi za zdravo telo, pri gibanju, vse rabi čas, navaditi se moramo. Tukaj vam bom izdala še eno skrivnost. 21 dni je pomembno,
da se spremeni naše vibracijsko stanje. Naj si bo to, da prenehamo grdo govoriti, da prekinemo z bivšim, da recimo se navadimo na neko novo družbo, na nek nov hobi in tudi na naš tečaj. V nadaljevanju boste prejeli audio posnetek, ki ga boste 21 dni poslušali, seveda boste prilagodili sebi in svojim potrebam, ki ste jih odčitali, ne kar splošno, in to ponavljali 21 dni. Zdaj pa bom nadaljevala še zadnjo lekcijo, ki govori o 7 smrtnih grehov, o 7 tistih, bi se reklo, pregrehah, ki naj bi bili škodljivi. Ti grehi so lahko tudi pozitivni. Naj si bo to želja oziroma poželenje, naj si bo to jeza, koliko stvari premaknemo, ko se res jezimo, mogoče na šefa, ker nas slabo plača, gremo drugam, smo zadovoljni, hvala bivši šef, da si me brcnil v red, da sem dobila boljšo službo. In tako naprej. Se pravi, vseh 7 smrtnih grehov lahko obrnemo v svoj plus, zato da nam to še bolj pomaga pri manifestaciji. Kmalu spet z vami.